Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Javljamo se vam iz Ospa, iz majhne primorske vasice, le dobre 4 km od Črnega Kala in streljaj od jugo-italijanske meje. Osp je prijetna vasica, kot tudi vidite na posnetkih, znana po prijaznih domačinih, po dobrem vinu, pa ni le zanimiva izletniška točka, ampak je od 70-ih let zavetišče plezalcev, ljudi, ki jih privlači ambient navpičnih ali celo previsnih sten. In prav taka previsna osapska stena in dogajanje v njej bo današnji dan v središču naše in tako upamo tudi vaše pozornosti. Prvič v zgodovini TV prenosov bomo namreč na neposreden način prenašali plezanje doslej najtežje prosto preplezane smeri. In tule, kakšne 100 metrov za mano, vidimo to čudovito, na nek način tudi grozljivo previsno steno, pod katero že čaka kolega Miha Lamprecht, ki bo kot plezalec komentiral dogodke v steni. Miha, imaš besedo. Ja, hvala, Vili. Torej smo le nekaj 10 metrov od te previsne stene, o kateri je Vili govoril in o kateri bo tudi danes tekla beseda. Gre za previsno smer Goba, jo vidimo na tej strani. No, že prvič vidimo, kako dejansko previsna je osapska stena, kajti vrv nam kaže dejansko vpadnico. No, ozrimo se v steno. Mislim, da so plezalci spodaj, ki so se medtem že ogreli, pripravljeni na vzpon. Omenili smo že, da gre pri današnjem prenosu za neposrednem prenosu, se pravi plezanje v živo, plezanje z mikrofoni in slušalkami, pa bi morda preverili. No, tudi zdaj se slišiva, kaj ne da? Ja, v redu, ja. No, zdaj bosta srečen, kot vidim skozi grmovje, oziroma vidim tudi skozi pri monitorju, vidim, da bosta počasi začela vstop, kaj ne da? Ja, zdaj bo šla v prvi raztežaj. Zdaj bosta šla v prvi raztežaj in sicer ti boš plezal kot prvi. Ja, potem pa srečo se pridruži in ona nadaljuje, ne? No, in morda bi povedala še tole, da gre za prvi raztežaj, ki je najlažji v smeri, gre v bistvu za pristop k smeri, gre za krušljive detajle in potem sidrišče oziroma stojišče ob dreveščku. Slišimo tudi že sopenje sreča Rikbergerja po steni. Izredno kočljivi detajli so to, ki zahtevajo popolno zbranost, seveda pa tudi moč. Plezalec mora na tem mestu nekako zgoljufati ravnotežje in seveda plezati tudi na trenje z nogami. In takšno trenje z nogami pa omogočajo odlični plezalni čevlji, tako imenovane radirke v plezalnem žargonu. Srečo je vpel klin svedrovec, vpel je v ponko in skozi ponko zatem vrv, ki ga varuje ob morebitnem padcu. Kot vidimo, tu je naš snemalec, Matjaž Fistravec, sicer tudi plezalec, ki je včeraj sam preplezal smer, zdaj pa visi v tako imenovani kovinski kletki in prenaša posamične detajle iz tako rekoč ptičje perspektive, prenaša posamične detajle v prvem izredno zahtevnem in težkem raztežaju.
Preplezali smo že raztežaj z oceno 8, previsni raztežaj do stojišča Goba. Naslednji raztežaj bo plezal plezalec Srečo Rehberger, in sicer gre za izjemno kočljiv, naporen raztežaj, previsen raztežaj s strehami in značilnimi oblikami. Lahko rečemo, da za ta raztežaj velja še vedno nadaljevanje izrazitega previsa, ki je zasigan, se pravi, gre za značilne kamnite tvorbe kot posledica delovanja vode na apnenec. In ob koncu raztežaja pa čaka plezalca logičen prestop iz previsnega dela v skalo z drobnimi oprimki. Srečo Rehberger je medtem že začel ta raztežaj. Moram povedati, da je prejšnji raztežaj z oceno 7 plezal Tadej Slabe. Zdaj v bistvu najtežje mesto, ta streha. Ta streha je začetek samega mesta 9 minus in potem naprej vstop v ploščo. Težave v tej smeri ves čas pomalem rastejo, kot vidimo z tega sigastih tvorb je manj, ki ponujajo odlične oplinke, tega je vse manj in tako težave rastejo. Ta raztežaj je zdaj 9 minus, naslednji, kjer bo tega še manj, bo potem še težji. Tu brez magnezija v bistvu ne bi mogli plezati, čim roke zašvicajo, čim postanejo potne, roke enostavno zdrsne skale dol. Zato se ta magnezij nujen za uporabo. No, in treba je reči, da v takšnih razmerah, kot so današnje, dokaj vroče, bo še danes se roke izredno potijo in oprimki dobesedno spodrsavajo. No, ker sva Slabetom v četrtek šla še enkrat skozi smer zaradi boljšega ogleda posamičnih detajlov, moram reči, da so se pošteno napotila in človek dejansko tudi v takšnem vzponu izgubi precej telesne teže. Moramo povedati, Srečo med drugim študent gozdarstva. Ne manjkata še v bistvu dva preprijema, na levi že vidimo kline od stojišča. Zadnji prestop je še težek. V našem vidnem polju je tudi Silvo Karo. Njegova vloga je tukaj, da premika oziroma bliža in oddaljuje premično kamero v steni, na kateri je Matjaž Fištravec. Fištra se morda slišimo? Snema. Srečo Rehberger je ta raztežaj preplezal v polnem sijaju, dejansko zelo elegantno, z skrajno premišljeno razporeditvijo moči. Pred vsakim takšnim raztežajem se seveda plezalca bodrita, kontaktirata in to so zadnje psihične priprave na te manevre. Srečo Rehberger je zdaj opravil varovalni manever oziroma pel je bičev vozel. Srečo, se morda slišiva? Ja, slišimo. No, tukaj pa vidimo v sosednji smeri Stara Ines Božič, ki napreduje na klasičen način s stremeni, s tem, da vtika in iztika stremena iz klinov in tako postopoma pač napreduje. Seveda tukaj so pač podobni manevri, ki so se prenesli jasno tudi v prosto plezanje, vendar za prosto plezanje moramo vedeti, da gre za premagovanje stene na popolnoma čist način, kajti tehnična oprema, uponke, klini, svedrovci služijo samo za napredovanje, nikakor pa ne za kakršnokoli pomoč in preprečujejo seveda padec. In padci v takšni igri vertikal, v takšni igri previsov so popolnoma logični, vendar so, lahko rečemo, dokaj varni. No, kot vidimo, impozanten prizor Osapske stene, ki se na svojem dnu končuje s kraško jamo, 900 metrov je globoka. In Tadej Slabe je, kot vidimo,
že začel prve raztežaje izredno težkega previsa z oceno 9. Ob našem zaslonu in tem improviziranem komentatorskem mestu je tudi Metod Škarja, ki je v Splitu na prvem prvenstvu prostega plezanja pri nas zasedel drugo mesto. Medtem pa je do našega mesta prišel tudi Tomo Česen, ki ga poznamo kot plezalca izjemnega formata. Med drugim je letos premagal zadnje probleme Alp v enem tednu in sicer v zimskih razmerah. Izredno naporna plezarija je to, kar zdaj gledamo. Dejansko se vse dogaja v previsu. Iskanje razčlemb. Dobesedno plezalec mora v takšnih detajlih zgoljufati ravnotežje in lastnost goljufanja ravnotežja na takšen način je lastnost plezalcev velikega formata, kot Tadej Slabe nedvomno je. In no, to je pa neverjetno. V previsu Tadej Slabe se naslanja z ramenom ob skalo, ob značilni kapnik in otresa roke in počiva. Neverjetno. Plezalci se tako rekoč delijo v tako imenovane silake in pa pajke. In Tedi je pajek. Izjemna sposobnost. Neverjetna demonstracija. Obese se na eni roki, kot smo videli. Plezalec zdaj prihaja iz tega najbolj starega dela, kot vidimo, v steno že sije sonce v ta del stene. Ne. Stena se počasi polaga, čeprav je še vedno zelo previsna. Gostišče ga pa loči okoli 5-6 metrov. Vidimo Matjaža Fistraca v kameri, s kamero, tik ob steni. Čakaj, da se sapce pridem. No in stojišče na koncu. Miha, Ja, Tadej, zdaj smo čestitamo. čez. Enkratna predstava. Iskrene čestitke. Ja, no, glih, moram reči, da sva Fenomenalno. ravno ušla soncu in da je to tudi pripomoglo, da je šlo tekoče. Mislim, klele je že mehen v glavo posijala, ampak še ni bilo hudega.